Ok, zdaj le začnemo zares. Kozorogovi dosjeji, sezona 1, epizoda 1. Najprej vas seveda lepo pozdravljam. Nekateri ste me v zadnjem mesecu že spremljali na jutranjih prebujanjih. Vidim, da nas je zdaj precej več kot na jutranjih prebujanjih. Zaradi tega smatram, da me nekateri še ne poznate in bi rad v začetku povedal nekaj osnovnih stvari o sebi. Torej, ime mi je Marko Lukan, star sem 52 let, prihajam iz Jesenic, v IM akademiji pa sem nekako od januarja letos. Čeprav čisto ta prve seje, prva trgovanja, prve razlage sem pa spremljal že v decembru, torej član sem postal januarja letos. Zdaj te stvari, ki vam jih bom povedal iz zasebnega življenja, torej o sebi v prvem delu, če rečemo tegale šova, bodo vse z nekim smislom, torej v smislu teme, ki jo bomo obravnavali danes, to je pa vztrajnost oziroma, če hočete, trma. Mislim, da nam vztrajnost vsem, ki poskušamo nekaj narediti v IM akademiji, pride zelo prav. Se pravi, začnem takole. Moje otroštvo sega v neke druge čase, v nek drug sistem in celo v neko drugo državo. Sem prvi otrok Jožice in Petra, pri čemer poudarjam, da je bil model, ki sem ga ravnokar omenil, Peter z E-jem in ne Peter z A-jem, torej Peter, ne Petar. To v multikulturnem okolju, v kakršnem sem zrasel, ni ravno samo po sebi umevno. Pa ne, da se mi to zdi kakorkoli pomembno, mogoče zagotovo se mi zdi, da odrasti v multikulturnem okolju prinese marsikatero prednost, če ne drugega pa čevape in burek. Zdaj, enem sem povedal tudi že to zgodbo na jutranjem prebujanju, pa jo bom na kratko obnovil. Ok, Peter, moj foter pokojen, je bil kar en kaliber, ki je v tistih časih jugoslovanstva bil tak predan ideji jugoslovanstva. Če se ne motim, 68. ali 69. leta je bil v vojski v Prijedoru, to je v Bosni in Hercegovini, mislim, da je to v srbskem delu Bosne in Hercegovine, če se ne motim, nima veze. Foter je bil tam v vojski in tam je imel enega zelo, zelo, zelo dobrega frenda, ki mu je bilo ime Esad. Ta Esad mu je bil tako dober frend, da je foter poskušal mojo mamo Jožico prepričati, da bi meni dal ime Esad. K sreči je mama ven padla totalno in ni hotela nič slišati o tem, tako da sem jaz, če rečemo v narekovajih, k sreči končal kot Marko in ne kot Esad, kaj lahko bi bil pa Esad Lukan namesto Marko Lukan, in to bi bilo verjetno nekako tako, kot bi bil, ne vem, Safet Pestotnik ali pa Fuad Mencinger. Zdaj, moj foter je imel to vztrajnost, to trmo, ne. On je poskušal, si predstavljam, isto foro ufurati tudi pri mojem slabih 6 let mlajšem bratu. Tudi takrat se mama ni dala in tudi on ni končal kot Esad, ampak je končal kot Janez. Luckily, foter se pa vseeno ni dal, en pregovor prav, tretja sreča, v tretje gre rado. Tretja, moja slabih 11 let mlajša sestra, sicer ni končala kot Esada, je pa končala kot Sabina. Zdaj, če tako vzamem, jaz bom uporabljal izrazoslovje iz trgovanja. Sreč, če rečem tako, ker nisem končal kot Esad, bi temu rekel uptrend, ne. Te prve dogodki v mojem življenju so bili uptrend. Zdaj, ko ravno omenjam Esada in te fore, če smem, mi je padla na pamet še ena ta jeseniška, klasična, multikulturna, in to je resničen podatek, resnična zgodbica. Jaz sem bil doma v neposredni bližini železarne, govorim v zračne razdalje 200-300 metrov smo imeli družinsko hišo, ne. Sicer v to bivšo železarno Jesenice je bilo en kup enih vhodov, ampak naša hiša je bila, se pravi, 200-300 metrov od glavnega vhoda v železarno. Med našo hišo in med tem glavnim vhodom v železarno sta bile dve stavbi, ki sta danes navadna stanovanjska bloka, takrat sta bila pa samska domova in jaz verjamem, da do svojih odraslih let sem mislil, da se temu uradno v narekovajih reče
bosanska domova, ker pač tam noter so bili sami Bosanci. Ne. Zdaj ne vem, je to uptrend, je to downtrend, skratka, nekoč, ko sem že odrastel, sem ugotovil, da to ni bosanski dom, ampak da je samski dom. Zdaj, če nadaljujem zgodbo o svojih začetkih, prvič sem v šolske klopi vstopil leta 1976, bom poskušal vam prikazati eno slikco, tole, upam, da jo vidite, dajte mi ena v chat, če vidite, kako sem bil jaz videti leta 1976, 111, ok, vidite, no, tole je moja slikca, to je bilo takrat, ko smo 29. novembra, če se ne motim, imeli čast povedati tole naslednjo znamenito prisego, ki je šla približno takole. Danes, ko postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, da se bom pridno učil in delal, spoštoval starše in učitelje, da bom zvest in iskren tovariš, ki drži svojo obljubo, da se bom ravnal po zgledu najboljših pionirjev, da bom spoštoval slavna dela, dejanja partizanov in naprednih ljudi sveta, ki si želijo svobodo in mir. Da bom ljubil svojo domovino, samoupravno, takrat je bila socialistična Jugoslavija, njene bratske narode in narodnosti in gradil novo življenje, polno sreče in radosti. Skratka, tako se je rekel takrat, danes so seveda in drugi časi, ampak temu bi jaz vseeno rekel uptrend. Jaz, ko sem šel v šolo, sem zelo hitro ugotovil, da mi je šola ležala, verjamete ali ne, jaz sem bil zelo tak grivast otrok. Imel sem tako trde lase, da mi je oče mogel v železarni narediti kovinski glavnik, železen glavnik, ker plastične je mama vedno polomila, ko jih je skušala spraviti skozi moje lase. To so bile še 70-ta, če si kdo predstavlja, takrat so bile frizure, tiste, ki se jim je rekel lučka frizure, in mama je valjda vsakič mojo skravžano grivo skušala razčesati, in kadar ji je uspelo z železnim glavnikom, takrat sem šel zelo težko skozi vrata, ker je bila moja frizura taka. Kje sem ostal? Skratka, šola mi je ležala, dosti dober učenec sem bil in tudi temu bi rekel uptrend. Če se pa malo neskromno pohvalim, sem bil pa večino osnovne šole najboljši učenec v razredu. Zdaj, poleg osnovne šole me je mama vpisala tudi v glasbeno šolo, kjer sem se 6 let plus enega dodatnega, 6 let je trajala pač osnovna glasbena šola, enega dodatnega sem me ekstra prosil, če bi še ostal, torej kjer sem se 6 let učil harmonike, kjer sem bil pa precej jokavo dete, sta me pa starša vpisala tudi k judu, torej borilna veščina. Oter je imel fiksno idejo, da bo to mene, kakor se reče na Jesenicah, očeličilo, ne, tako da bom postal malo manj jokav. In tudi temu bi rekel uptrend, torej prvih 6, 7, 8 let strašen uptrend, tle se je dal pobrati denarja, vam rečem, ne. Zdaj, ko ravno govorim o judu, o športu, pa ker sem doma z Jesenic, hokeja nikoli nisem treniral, ne. Enkrat sem sicer bil na treningu, tako kot pač verjetno vsak Jeseničan, pa ne samo moškega spola, v tistih še slavnih jeseniških hokejskih časih, jaz sem na tistem treningu bil, takrat so nas postavili na led na drsalkah, pa pred nas stol, zato da pač nismo padali kot snopi. V mojem blagem meglenem spominu je, da sem jaz vseeno padel kot snop, tako da je bil to moj edini trening, in temu bi pa rekel ta prvi downtrend, ne, tlele je bilo opozorilo, kaj se lahko zgodi. Downtrend. Tisto so bili sicer še slavni časi jeseniškega hokeja, sta pa zato moja dva dvojčka do letos trenirala hokej, torej dvojčka Domen in Aljaž, oba dva sta že člana AM akademije, na oba dva sem zelo ponosen. V zadnjih 2 letih je bil Aljaž celo kapetan članske ekipe, B ekipe Jesenic sicer, če smo pošteni, tako da ima za kaj biti ponosen. Domen pa, če se bom česa v zvezi z njegovo hokejsko kariero spomnil, bo pa to, da je dal, mislim, nekih 20-25 sekund pred koncem tekme odločilni gol, s katerim so premagali. Dajte mi napisati koga. Zakaj bi se meni zdel pomemben, da je dal Domen gol? Komu je dal gol? Ajde, kateri ekipi? Takoj sem dobil odgovor. 2 odgovora. Olimpijo in Žabe. Olimpija, seveda. Domen je dal, torej
nekaj sekund pred koncem odločilen gol Olimpiji in to imamo nek posneto. To je bilo tako veselje, da vam ne znam povedati. Skratka, fanta sta se odločila očitno, ker je nova sezona ravno kar štartala, da se hokeja ne gresta več, tukaj pri 21 letih sta se odločila očitno, da imata v življenju neke višje cilje, kot igrati hokej za 30 evrov na tekmo. Tudi temu, da sta dobila fanta nove cilje, drugačne cilje, bi rekel, uptrend. Zdaj, če se vrnem malo k šoli še, Brihta, kakršen sem bil, pa še glasbenik povrh, so me imeli povsod radi. Veste, to je pa naš Marko, sem rekel takrat in me porival vse povsod. Ajde, če se že ravno hvalim, 2-krat sem nosil Titovo štafeto, igral harmoniko po vseh možnih proslavah in bil pač vse prisoten v življenju kraja Jesenice. Zdaj, če me spomin ne vara, takrat so bili časi, ko ni bilo toliko avtomobilov, kot jih je zdajle v naši ulici, mi smo ji rekli v slengu jeseniškem gasa, torej v naši gasi, če se pravilno spomnim iz otroštva, sta bila 2 ali 3 avtomobile in pol vsak nasleden avto, ko se je pripeljal v ulico, je pač cela gasa vedla. V mojem spominu sta ostala 2 avtomobila. Z enim se je pač enkrat na leto pripeljal pokojni Franc Košir, ki ga večinoma ni bilo doma, za tiste, ki ne veste, kdo je Franc Košir. Franc Košir je bivši trobentač Avsenikov, oni so bili večinoma vedno po nekih turnejah, ampak enkrat na leto se je pripeljal z največjim možnim Mercedesom, kar sem jih jaz v življenju videl, in to vsako leto z novim. Ta drug, ki je pa hodil v ulico, je bil pa ravnatelj glasbene šole, on pa sicer se ni pripeljal z novim Mercedesom vsako leto, pravzaprav se spomnim, da se je vsakič pripeljal s čist isto oranžno 101-ko, ampak tudi, ko se je on pripeljal, to je bil tak visok gospod, zelo ugleden, urejen. Takrat smo mu sicer rekli tovariš, ampak verjamem, da je bil človek gospod. Takole sive lase je imel nazaj počesane, vedno je bil zrihtan sive obleke. No, in ko se je on s tisto oranžno 101-ko pripeljal v našo gaso, so se pač zavese premikale, mama moja je prišla ven z mano, naložili smo tisto harmoniko in ravnatelj glasbene šole me je osebno peljal nekam na en nastop. Mama je, verjamem, pol še nekaj časa gledala po ulici gor dol, vsa ponosna. Pa tudi foter, ki je sicer zelo težko dal kakšno emocijo od sebe, je znal tako 1 meter nad tlemi hoditi v tistih časih. Zdaj pa, glede na to, da je nekaj časa že menil, pa da je moje življenje dolg kar precej, jaz sem pa še vedno v otroških letih, imam sicer pripravljen kaj še povedati, ampak bom to pustil za sezono 1, epizodo 2, ki bo na vrsti naslednji teden, če bo tako naneslo. Zato bom zdajle preskočil nekaj stvari. Vsekakor pa bi rad omenil to, da pač jaz sem imel otroštvo, torej zelo dober sem bil v šoli, kot sem že rekel, 3-krat na teden je bilo treba hoditi še na vaje, torej harmonike, 2-krat na teden, oziroma 1-krat na teden tudi na učenje teorije glasbe, 3-krat na teden na judo in 1-krat na teden na kondicijske treninge juda, torej sem imel življenje kar polno in zato je bilo treba en kup ene vztrajnosti in trme. Zdajle, da končam še z glasbeno šolo, mogoče z eno anekdoto v zvezi s tistim ravnateljem, on osebno nas je učil teorijo, torej takrat, ko sem bil v glasbeni šoli in se nisem učil harmonike, sem hodil k teoriji. Gospod ta ravnatelj Pribošič se je pisal, nam je takrat vedno dal 2 učbenika, ki smo jih mogli ob koncu šolanja torej vrniti, vsakič sproti. Tiste 2 učbenika, v enem so bile tako imenovane ritmične vaje, v drugem pa pevske vaje, torej z enimi si se naučil ritma in z drugimi pač je preverjal, koliko posluha ima kdo. Zdaj, mogoče se bom zmotil in zamešal, toliko natančno se ne spomnim, kdo je napisal katero od teh 2 pesmi, se pa spomnim avtorjev. Zdaj, recimo, da je ritmične vaje napisal model, ki mu je bilo ime Pavle Kalan. In pol, ko smo mi otroci dobili te učbenike, na katerih je pisal ritmične vaje Pavle Kalan,
smo vedno spodaj napisali, Pavle Kalan je posran ali pa poscan in blazen dober, se nam je zdel, malo smo bili pač pobalini. Potem, ko je pa prišlo do solfeđa, tako imenovanega, do pevskega učbenika, pevski učbenik je pa napisal gospod, ki mu je bilo ime Max Jurca. Za Maxa Jurca smo pa spodaj napisali, torej solfeđo Max Jurca ima 3 pikce, ne bom povedal kaj, če pa hoče kdo očet napisati, naj pa napiše. Skratka, malo smo bili pobalini tudi v rdečih cajtih. Če se vrnem nazaj k vztrajnosti, ki sem jo rabil, da sem vse to speljal, pa pridem do teme, o kateri želim govoriti danes. Rojen sem 3. januarja, tistega leta 1970, kar tukaj ni bistveno, bistveno je pa 3. januarja. To je natanko nekje na sredini znamenja kozoroga. In zdaj vam bom povedal en mit, ki temelji na izvirni grški legendi o kozorogu. Kozorog pa je morski kozel. Če poznate, kakšen je znak za kozoroga, spredaj ima pač klasično kozje telo, zadaj ima pa ribji rep. Zdaj vam bom povedal, kako je to bilo. Je pa to zgodba o učenju neskončnega potrpljenja, vztrajnosti in neomajne vere. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker bom to vse skupaj spravil v sklop trgovanja. Torej, še enkrat, zgodba o učenju neskončnega potrpljenja, vztrajnosti in neomajne vere. Nekoč v starodavnih deželah na območju, ki ga danes poznamo pač pod imenom Grčija, v času dolgo preden so se koze, kot jih poznamo danes, preden so koze hodile po grških gričih in se pasle na njihovi sladki travi, je živel veliki Prikus, morski kozel. Prikus je imel veliko otrok, vsem skupaj je bil seveda oče in učitelj in v dolgih letih poučevanja in skrbi za svoje morske kozličke ga ni nihče animiral, nihče ni aktiviral njegove radovednosti bolj, kakor trojčki morskih kozličkov z imeni Am, Al in Teja. Omenjeni so vsakič znova in znova povzročali vse sorte težav, saj so ob svojem norenju po plitvinah z repki zamašili marsikateri morski prehod, svojimi glasnimi po morskih skalah plezajočimi kopiti vsakič znova prebujali vse živalsko kraljestvo oceana. Am, Al in Teja so oboževali zvok svojih kopit in so z njimi topotali hkrati v harmoniji. Torej, tako kot je ropotal eden, sta hkrati z njim ropotala tudi ostale dva. Kamorkoli je šel eden od njih, sta mu sinhrono sledila tudi druga dva, tako da trio ni bil le nekaj neverjetnega na pogled, ampak je celo s svojimi kopiti ustvarjal tako neverjetne zvoke, da so ljudje oziroma morska bitja začeli slišati prave, pravcate pesmi. In če se za trenutek vrnemo k njihovemu očetu Prikusu, njega je ustvaril grški bog časa Kronos, ta izraz poznate, torej kronologija, Kronos je grški bog časa, on je pa potreboval neko veličastno bitje, ki bi mu pomagalo upravljati čas in je pač ustvaril Prikusa. Ko se je Prikus rodil, da je Kronos naredil za nesmrtnega, tako da bi mu kozel pri upravljanju časa lahko pomagal za vekomaj. In res, Prikus je živel med svojimi otroki v širnem Sredozemskem morju in oceanih daleč za njim. Morski kozli so bili sicer očarljiva bitja, ki so oboževala globoke vode, pa tudi v plitvine niso toliko nerada hodila, torej kozli so lahko bodisi prosto plavali ali pa pod vodo celo vadili topotanje po skalah. Ta edinstvena bitja, tako kot sem vam prej povedal, so bili spredaj videti kot koze oziroma kozli, kakršne poznamo zdaj, zadaj pa kot ribe. Poleg tega, da je imel toliko otrok, med katerimi je redko koga videl tako pogosto, kakor Ala, Ama in Tejo, je bil Prikus zaposlen s pripovedovanjem zgodb, poučevanjem zgodovine in pomočjo tistim v stiski. Kljub temu, da je bil Prikus dostojanstveno bitje, kakor seveda tudi priteče pol kozlu in pol ribi, je Prikus poskrbel, da je bil tudi dostopen, prijazen in ustrežljiv. Za eno od nalog si je zadal, da vse svoje otroke pouči o pomenu sodelovanja z vsemi drugimi živimi bitji v oceanu. Novice o pojavu trojčkov Ama, Ala in Teje ter o njihovih sposobnostih ustvarjati melodije so se tako hote
ali nehote po oceanskem živalskem kraljestvu in med številnimi njegovimi morskimi kozlički zelo hitro razširile. Oče vseh morskih kozličkov Prikus je o igrivih trojčkih tako kmalu pripovedoval tudi vsem drugim morskim kozličkom. Zdaj, pesmi trojčkov, ki so jih ustvarjali s svojimi kopiti, so pod vodo zvenele zelo lepo in kaj hitro so začele privabljati tudi ostale Prikusove otroke. Prikus je torej skupaj z ostalimi morskimi kozlički začel slediti zvokom čudovitih pesmi in običajno so jih pripeljale do morskih plitvin. Nekega nenavadno oblačnega dne so se Am, Al in Teja igrali na majhnem koralnem grebenu. Ko je sonce posijalo skozi majhno odprtino v oblakih, so njegovi žarki ujeli lesk čudovitega majhnega kosa korale, ki je plaval proti obali. Trojčki so ga opazili in so skladno kakor vedno in v dogovoru napol zaplavali, napol zakopitljali, da bi koščku korale sledili. In ravno v trenutkih, ko so se trojčki približevali obali, so za njimi začeli prihajati Prikus in drugi morski kozlički. Am, Al in Teja so sledili ritmu kopit drug drugega in se začeli vleči iz vode. Klop, klop, tok, tok, klop, tok in plok. Tudi drugi mali morski kozlički so slišali te zvoke in nenadoma je sonce začelo sijati izjemno močno. Prikus in ostali njegovi otroci so iz vode lahko opazovali prizor, v katerem so se trojčki začeli nastavljati veličastnim sončnim žarkom in premikati svoja kopita po kopnem naprej in nazaj v čisto določenem ritmu, ki ga do tedaj ni slišal še nihče. Male morske kozličke sta zven in ritem povsem začarala in slepo so jim začeli slediti, nenadoma so tudi oni napol priplavali, napol odkopitljali do obale. Tudi sami so nenadoma začeli s svojimi kopiti ustvarjati natančen ritem zvoka trojčkov. Klop, klop, tok, 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 klop, tok in plok. Prikus je iz vode začudeno opazoval, kako njegovi morski kozlički sedijo na skalnati obali. Dlje so se zadrževali na suhem, bolj čudni so bili videti njihovi veličastni ribji repi. Morskim kozličkom so nenadoma tudi zadaj začele poganjati noge s kopiti, prav takimi, kot so jih že od vekomaj imeli spredaj. Prikusa je spreletel srh ob spoznanju, da bodo vsi njegovi otroci izgubili svoje čudovite repe, ki so jim pomagali plavati globoko v oceanih. Zato se je globoko zamislil in se skušal spomniti vseh svojih darov in zapletenih sposobnosti, ki mu jih je Kronos dal ob rojstvu. Ena od teh sposobnosti je bila obračanje časa. Zdaj, Prikus je uporabil to svojo čarobno moč in začel premikati čas nazaj. Njegovi otroci so se spet spremenili v morske kozličke, oblaki so spet prekrili nebo in trojčki Am, Al in Teja so se vrnili k ustvarjanju svojih pesmi v oceanu. Nobeno od morskih bitij se ni spomnilo ničesar, le Prikus s svojimi čarobnimi sposobnostmi je bil edini morski kozel, ki je ozavestil ta dogodek. Zdaj, čas je pa spet mineval, ne? In Prikus je nekega dne spet naletel na priljubljene trojčke, na vsakega s po 4 kopiti. Kopitljali so po kopnem in s svojimi kopiti ustvarjali nove pesmi, tako drugačne od tudi sicer čudovitih morskih. Z njimi so pritegovali tudi druge morske kozličke, da so jim sledili v ritmih s svojimi kopiti. In spet je Prikus moral uporabiti svojo sposobnost obračanja časa. Dolga leta je tako obračal čas nazaj in doživel nešteto prizorov trojčkov in preostalih njegovih morskih kozličkov, ki so plezali na obalo v svoji edinstveni, povsem sinhronizirani harmoniji. Moral si je priznati, všeč mu je bil njihov novi zvok na kopnem, vendar je bila to drugačna melodija. Zvok na kopnem je bil bolj oster in natančen kot tisti, ki ga je tako rad poslušal v vodi, pa tudi manj je odmeval. Zdaj pridemo tukaj do bistva, ne. Polno žalosti se je Prikusovo neomajno upanje, da bo spet imel svoje otroke take kot od vekomaj, pretvorilo v neskončno potrpljenje, vztrajnost in neomajno vero, da bo v svojih hotenjih uspel. Nekateri bi rekli temu tudi trma. Počasi je, ko je opazoval svoje otroke na obali teči naokrog,
topotati ter kopitljati, začenjal razumeti tudi Kronosovo potrebo po nadzorovanju časa. Tudi Kronos namreč svojim otrokom ni želel, da bi se razvijali po svoje, zato jih je tako rekoč zaklenil v trebuh njihove matere Gaje, kdor pozna to grško legendo, ve, o čem govorim. V tistih dneh pa so se Am, Al in Teja že lahko brez težav povzpeli na skalnate gomile na obali in celo na bližnje nižje gričke. Njihova igriva harmonija ob tem je bila preprosto čudovita. V nekem trenutku je Prikus prenehal obračati čas. Ostajal je v plitvih vodah grških obal in opazoval svoje otroke, kozličke s 4 kopiti in brez ribjega repa, ki so tekli v krogih ali pa lovili odtise kopit drug drugega v pesku. Kmalu pa so ušli izven Prikusovega vidnega polja in ni jih bilo več nazaj. Prevzel ga je občutek neizmerne žalosti. Redko v svojem življenju je obiskal svojega stvaritelja Kronosa v živo, zaradi svoje neizmerne žalosti pa se je tokrat Prikus vseeno odločil obrniti nanj. Prosil ga je, naj ga spremeni v smrtnika, zato da bo preživel preostanek svojih dni na obali v upanju, da svoje kozličke še kdaj vidi in če ne, pa vsaj v mirnem žalovanju. Ne morem prenesti življenja stran od pesmi svojih otrok, je dejal Prikus Kronosu. Kronos ga je opazoval. Do Prikusa je čutil velike simpatije, hkrati pa je potreboval tudi tisto, kar je Prikus zanj počel na svetu, torej poučevanje in vodenje drugih. Zato je zavrnil Prikusovo zahtevo, naj ga spremeni v umrljivega. Namesto tega mu je podelil še bolj izrazit in nedotakljiv trajni status tako, da ga je naredil za zvezdo na nebu. In tako, dragi moji, pridemo do tega, da v zvezdje Kozoroga zdaj opazimo tam, kamor je Prikusa na nebo poslal Kronos. Blešči se skozi nočno nebo, od koder skozi oblake s pomočjo neskončnega potrpljenja, vztrajnosti in neomajne vere strmi v svoje otroke, ki se vzpenjajo višje in višje ter posluša njihove sladke melodije. Zdajle, tole je bilo kar naporno, je kar trajalo, tole je torej zgodba o učenju neskončnega potrpljenja, vztrajnosti in neomajne vere. Mene pa zanima, dajte mi napisati v chat, kaj vi mislite, kaj se je dal iz te bajke potegniti, s čim lahko to povežete, a je to v kakšni zvezi s trgovanjem, a je to v kakšni zvezi z življenjem, z učenjem, s čimerkoli, kakšne so vaše misli ob tem, da ste slišali to zgodbo o učenju neskončnega potrpljenja, vztrajnosti in neomajne vere. Torej, kaj si mislite o tem? Dajte mi malo napisati. Dobil sem 3 srčke, Neža si mislil 3 srčke o tem, Mitja Opalk je čisto presenečen, ostalih reakcij pa ni. Ok, tale zgodbica vam mogoče ni bila ravno všeč, ali pa je bila predolga, kakorkoli, z namenom je bila taka. Zdaj bom pa jaz povedal takole. Prejšnji in na začetku tega tedna sem ga, kar se tiče tradenja, kar orang sral, ne. Ne da se drugače povedati. Ko sem poskušal izboljšati rezultate svojega trgovanja, mi je spodletelo na več različnih področjih in ne bom vam lagal, vse skupaj je povzročilo kar nekaj frustracij. Moram reči, da sem v začetku tega tedna kar fajn začel noreti, tako sam pri sebi. Tudi Marjana in Loreto sem klical, pač volja me ni zapuščala po tradenju, ampak nekaj mi ni bilo čisto v redu, ne. Valjda v takih primerih se je treba pogledati v ogledalo, figurativno ali pa dejansko fizično, in jaz sem se pogledal v figurativno ogledalo, pri tem sem večkrat opazil, da je moja podzavestna težnja, da se izogibam težavam in odlašam s tem, da bi poiskal rešitve. V bistvu še huje, ne, sam pri sebi sem v preteklosti zelo pogosto zanikal, da imam kakršnekoli težave in sem vzroke za svoje uspehe oziroma za svoje neuspehe iskal vse povsod, samo pri sebi ne. Tako da
Zavedal sem se, da včasih, ko naletim na kakšno težavo, se zatečem k nekim nepomembnim opravilom in jih praktično rodim cel kup. Zato da jaz manjka časa za reševanje težave, na katero sem naletel, ali pa recimo začnem čas zgubljati na družbenih omrežjih, na socialnih omrežjih. Mene pa zanima, če bo kdo od vas toliko pošten in bo napisal, če tudi počne kaj podobnega. Torej, najde neke stvari, najde neke opravila, neke zadeve, s katerimi reševanje svoje potencialne težave odmakne nekam v prihodnost in potem najde izgovor, zakaj se zdajle ni lotil težave, reševanja težave. Pa če kdo od vas tudi mogoče se zaveda tega, da zapravlja čas na družbenih socialnih omrežjih, čas, ki bi bil še kako potreben in koristen drugje. Torej, vidim, da imam nekaj odzivov zdajle. David pravi, če smo vsi kozorogi taki, očitno smo. Mitja pravi, to so življenjske zgodbe, lepa zgodba za vsa življenjska področja. To je najbrž se tiče še zgodbe o kozorogih. Žan pravi, zagotovo lahko potegnemo iz te bajke, da nas bo potrpljenje in vztrajnost pripeljalo daleč. Absolutno. Neža pravi, ravno tako pri trgovanju potrebujemo vztrajnost, potrpežljivost in vero. Drži, vse to drži. Neskončna zgodba je napisal Damjan. Andrej pravi, mene je, da bi preveč stvari naenkrat, to o zapravljanju časa je pa tudi res. Mojca pravi, definitivno se vsi kdaj najdemo v tej zgodbi in Ana pravi, seveda priznam, sem še ena kozoroginja. Jerneja se oglaša, seveda, vsi odlašamo kdaj pravi, ali pa smo odlašali. Jaz se sicer iz dneva v dan poskušam na tem področju izboljšati in to je ta prav odnos, torej, dajmo se izboljšati. Jaz bom nadaljeval zdajle s to zgodbo, torej o tem, kako sem ga prejšnji teden sral. Se pravi, zdajle smo ugotovili, da je pri marsikaterem od nas prisotno izogibanje. Rečemo temu v narekovajih radosti izogibanja. Garantiram, da je izogibanje začetka reševanja težav zanesljiva pot do trajnega neuspeha 100%. Namesto, da bi ovire prepoznali le kot to, kar v resnici so, kot en kamen na cesti. Namesto, recimo, da bi se izogibal, to, kar počnemo, marsikdo od nas, bi moral storiti vsi nekaj podobnega, kot je storil Steve. Steve je glavni lik Disney Naturevega filma Pingvini, ki je rekel, glej, ovira, sledil pa mu je ljubek pingvinov skok čez majhen kamen. Če tega animiranega filma še niste gledali, ga zelo priporočam, ker ga je ena sama pozitiva. S tem malim detajlom nam Steve pokaže, da lahko na izzive gledamo kot na pustolovščine, ki jih je treba premagati. Zdaj, se pravi, en kamen se je pojavil na poti in mi gremo dosti poti, namesto da bi kamen brcnili, preplezali, prestopili ali kakorkoli premagali. Fajn je, če si tako stvar vzamemo kot izziv. Zdaj, jaz govorim že slabe 3/4 ure, poskušal vam bom deliti screen od trailerja, od tega pingvinskega filmčka. Vi si ga pogledajte, slabi 2 minute traja, jaz bom naredil požirkali 2 vode, potem pa nadaljujem z razvijanjem misli, zakaj je pomembna vztrajnost še posebej in tudi pri tradanju, pa tudi sicer na drugih področjih življenja. Dajte mi napisati, če boste videli ta trailer, torej zdaj ga bom poskušal deliti. Antarctica. Home to the deadly leopard seal, the mighty killer whale, and Steve. Thunder, feel the thunder. Thunder, feel the thunder. A gentleman who stands out from the crowd. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. He's looking for love. Just a young gun with a quick fuse.
He likes long walks on the beach, fishing, and collecting rocks. Lucky for him, he's found his match. But when his other half leaves him alone with the kids, he discovers that being a father is more than he bargained for. Next Earth Day, Disney Nature invites you to join an extraordinary couple fighting to raise a family in one of the most unforgiving and stunning places on Earth. Disney Nature's Penguins, Earth Day 2019. Ok, jaz upam, da smo spet nazaj, da me spet vidite in slišite, dajte mi še to napisati, jaz pač nekaj feedbacka rabim, ker nisem tako vešč tegale Zooma, pravzaprav sem ga šele enih 5-krat uporabljal, Jerneja mi thumbs up daje, sklepam, da se slišimo. Ok, zdajle bom vas prosil, glede na to, da vas je čez 30 na seji, da zdržite še naslednjih, ne vem, mogoče 10 minut, ko bom razlagal, zakaj je vztrajnost pomembna in poskušate v zvezi s tem razmišljati o tradanju. Potem vas pa čaka veliko finale, prepričan sem, da bo to veliko finale. Zakaj je torej vztrajnost pomembna? Ko si postavimo neke cilje, sta ključna vztrajnost in odločnost. Kot ljudje smo po naravi nagnjeni k temu, da odnehamo takoj, ko naletimo na prve ovire, ali pa ko stvari postanejo težavne, zlasti, ko gre za kakšne dolgoročne cilje. Zato večini ljudi pri doseganju ciljev spodleti, le redkim pa uspe. Večina pač izgubi fokus in odneha še preden doseže svoje cilje, ne? Pri doseganju ciljev pa pri tem ne pomaga ne nadarjenost, ne nadpovprečna inteligenca in ne dobre zveze. Škoda, ker vam nisem povedal vsega na začetku, kar sem vam nameraval povedati. Torej, ne pomaga ne nadarjenost, ne nadpovprečna inteligenca in ne dobre zveze. Pravzaprav prav noben od razpoložljivih virov nas ne bo naredil za uspešne, če nam manjka vztrajnosti. Vztrajnost je ključ do uspeha. Zakaj vam to pravim? Ker sem kozorog, ker imam ogromno tega v sebi. Davno bi že odnehal, pa nisem, ne? Osnova vztrajnosti je želja. Ko si zastavimo nek cilj, si seveda predstavljamo tudi želeni rezultat. Naprimer, mogoče želimo izgubiti neko X količino kilogramov in pridobiti mišično maso, torej si ob tem natančno želimo nek rezultat in temu rečemo želja. Mogoče si želimo zaslužiti, ne vem, določeno količino denarja, pravzaprav smo najbrž zato vsi v akademiji in temu rečemo želja. Zdaj, postopek, da pridemo do svojega cilja, bomo pa v celoti izvedli samo, če se nam ta cilj zdi dovolj pomemben, da bomo na poti pri doseganju želenega rezultata vztrajali, ne glede na ovire, izgovore in podobno. Globoka želja nas žene in dela vztrajne, vztrajnost pa se obrestuje. Daje nam potrebno energijo in fokus, da se še naprej vzpenjamo na tisto goro, ki vodi do našega cilja in za katero se nam zelo pogosto zdi, da je nikoli ne bomo preplezali. Ko ravno govorimo o plezanju na goro in vztrajnosti, če na kakšni točki dobimo občutek, da cilj pravzaprav ni tako pomemben, torej osvojitev vrha, osvojitev gore, osvojitev nekega znanja, zaslužek, shujšanje in tako naprej. Če se nam na katerikoli točki zazdi, da cilj ni tako pomemben in naša želja ni več dovolj močna, potem bo naša vztrajnost izgubila moč in veliko težje jo bomo obdržali, ko bomo naleteli na kakršnokoli oviro. Zato nikoli ne podcenjujte pomena vztrajnosti, ne? Vztrajnost je pač pot do uspeha. Slavni in uspešni ljudje so bili zelo vztrajni pri doseganju svojih ciljev, včasih celo trmasti, ne? Eden od prvih, ki mi ob tem pade na pamet, je Walt Disney. Vsi veste, kdo je Walt Disney. Evo, v zadnjih minutah sem ga celo 2-krat omenil, prej je bil Disney Channel in zdaj je Walt Disney osebno.
Če poznate njegovo življenjsko zgodbo, vam je kaj hitro lahko jasno, da je Walt imel vse razloge, da bi obupal, preden mu je končno uspelo. Tudi Thomasu Edisonu, če se pravilno spomnim, ga je danes zjutraj že omenjala Loreta na jutranjem prebujanju, torej tudi Thomasu Edisonu neuspehi niso bili neznani, pravzaprav so ga ves čas kariere, če tako rečemo, spremljali. Vsi talenti na svetu ga ne bi pripeljali do uspeha, če bi model vmes obupal, ne. Sta pa oba omenjena moža poleg talenta imela eno ključno sestavino za uspeh in to je vztrajnost, ne. To, kar zdajle govorim. Vztrajnost nam daje moč, da se upremo številnim oviram, ki se pojavijo na naši poti do uspeha. Recimo, mogoče ima kdo od nas celo strah pred uspehom ali pred neuspehom. Strah je zelo destruktivno čustvo. Mogoče je kdo med nami, ki ga je strah kritike, ali je kdo, ki ima pomanjkanje samozavesti. Mogoče je kdo, vem, da je kdo, marsikdo med nami je tak, ki ima pomanjkljivo opredeljene akcijske načrte za dosego svojega cilja. Torej, če nimaš cilja, kaj pa pol počneš? Kar nekaj, ali kaj, ne? Ti, če točen ne daš cilja, ne veš, kaj boš počel, ne? To je tisto, kar pravi Marjan, da greš na avtobusno postajo in ne veš, kam se peleš, samo 20 € imaš in bi se rad nekam pelal, ne? Torej, moramo imeti cilj, ne? Mogoče je kdo od nas tak, da ga pri doseganju rezultatov zmotijo kakršnekoli motnje. Nadstropje nad mano eden vodo potegne, pa sem jaz nepozoren pri trgovanju, ne. Umre angleška kraljica in sem jaz takoj ziritiran. Skratka, tudi to ni ravno dobra lastnost, zato je pa treba biti vztrajen, ne. Fuck English Queen, kaj pa ima to veze, ne. Pač, niti nisem nikoli slišal, niti nisem nikoli videl, kdo je pa ona, ne. Mogoče ima kdo od nas pomanjkanje pripravljenosti za prevzem odgovornosti. Marsikdo med nami je tak. Tudi jaz sem pogosto bil prvi. Mogoče je kdo med nami neodločen. Mogoče ima kdo enostavno pomanjkanje želje. Nekaj malo si želi, ampak je ta želja prešvohcana, kot rečemo na Jesenicah. Mogoče ima pa kdo preprosto pomanjkanje ambicij. In še je teh razlogov, če se kdo še kakšnega spomne, kakšne take ovirce, kakšnega tacga kamna na cesti, ga lahko napiše v chat, pa bom videl, če sledite, o čem govorim. Zdaj, načini za razvoj vztrajnosti, kot sem rekel, treba je določati en svoj cilj. Najprej je treba pravilno identificirati svoj cilj, svoj osebni cilj, in to je tisto, kar si najbolj želiš. Kot sem že omenil, brez močne želje, brez močne volje, seveda ne boste mogli vztrajati. Na to se morate o zadevah podrobno seznaniti in oblikovati natančen načrt, kako te stvari doseči, torej kako doseči vaš cilj. Če se na primer vrnem k prej omenjenemu fitness cilju, če mu rečem tako, bi to pomenilo. Natančno hočem vedeti, koliko kilogramov želim izgubiti, koliko mišične mase želim pridobiti, do kdaj, kako, zakaj in na kakšen način. Skratka, treba je vedeti, kaj počnemo. Recimo pri trgovanju, o tem vam obilno govori vedno Marjan, ali pa o podobnih stvareh Marjan in Loreta. Koliko želim zaslužiti, v kakšnem času, s katero strategijo, kaj moram za dosego cilja početi dnevno, ob katerih urah, koliko časa. Vse te stvari je fajn zapisati, ne. Vsak dan si jih jaz zapišem. Je pa pomembno, da si zastavimo neke realne cilje, ne. Pri tem sicer ne govorim, da ni možno izgubiti, ne vem, več kilogramov, ali pa zaslužiti več denarja, kot ga zasluži nekdo drug. Govorim o tem, da je potrebno upoštevati tudi okoliščine, ne. Zdaj, mogoče ima nekdo službo, ki mu ne omogoča bolj aktivnega sodelovanja pri tradanju, in ta bo imel najbrž prilagojene cilje. Mogoče nekdo, ki se želi shujšati, ima, ne vem, ta trenutek nogo v mavcu, ne, v gipsu, ta valjda ne bo mogel teči, ker ne more, ne, razen če bo, ne vem, skakljal po eni nogi. Ampak pač potrebno je upoštevati tudi okoliščine in si postaviti realne cilje. Ena zelo pomembna, ena izmed najbolj pomembnih stvari pri temu, da treniramo vztrajnost, je, da razvijate podporne sisteme. Torej, dobro je imeti en podporni sistem in tukajle v IM Akademiji, vsaj v kateri sem jaz, v kateri ste tudi vi, ki mi zdajle poslušate, verjamem, da imamo zelo, zelo, zelo močno podporo na vseh področjih. Torej, imamo skupna trgovanja, motivacijske zume, mindsete,
jutranja prebujanja za dvig vibracije in kdo ve kaj še vse. In praktično v tejle veji je vedno kdo, ki vam bo pripravljen priskočiti na pomoč in to zame, ki sem Gorenjce, zelo pomemben in to brezplačno. Tako da, dajte izkoriščati to, kar vam IM Akademija daje. Tukajle res lahko dobite vse, kar potrebujete, da boste postali uspešni v tem primeru v trgovanju. Veste, kaj je pa najbolj zanimivo pri tem, da večina od nas tako podporno skupino si ustvari izven domačega kroga, nekateri ste seveda tudi izjeme, nekaj vas poznam, ampak največ nas je takih, ki smo si to podporno skupino ustvarili izven domačega kroga, največkrat tako rekoč s popolnimi neznanci. Zdaj, če razmišljam, komu govorim in gledam tele vaša imena, jaz sem vas samo nekaj malega, 1, 2, 3 v življenju sploh srečal, ostale pa poznam samo z interneta. In pol, recimo, če nimaš nekoga doma, ki bi te podpiral, včasih to ni raven spodbudno. Domači nam pri našem cilju včasih tudi preprosto ne morejo ponuditi ustrezne podpore. Ok, če mogoče hujšate s kom v skupnem gospodinjstvu in motivirate drugega, je to fajn, sicer pa dostkrat iz družine pridejo tudi kakšni stavki, kakšni glasovi v stilu, pa kaj to kompliciraš, vse si čisto v redu, recimo pri hujšanju, ali pa, ne vem, pri tradanju so valjda tudi kakšni glasovi, ki niso ravno spodbudni, verjetno jih kdo od vas tudi take pozna. In to pol pač ne gre raven z nami v štih, kot rečemo na Jesenicah, zato je fajn imeti razvito vztrajnost, zato se je pomembno ustvariti en krog podpore, če se tako izrazim. Zdaj, naslednja stvar, ki jo jaz zelo obilno uporabljam, uporabljajte pozitivne afirmacije, torej pozitivne afirmacije so lahko v veliko pomoč pri premagovanju nekaterih zgoraj prej omenjenih ovir, ker gre večinoma za težave, ki jih je ustvaril naš To niso neke resne težave, čeprav se nam seveda zdijo zelo resne, gora težav se nam zdi, ampak to so težave večinoma, ki jih ustvari naš Zato je fajn, če si rokamo te pozitivne afirmacije. Zdaj, ena odlična afirmacija, povezana z vsem povedanim, je: vztrajal bom, dokler mi ne uspe. Klicaj. In tukaj ne smemo reči, saj bom verjetno vztrajal, saj bom, saj mi bo ratal. In tudi ne smemo reči, moram vztrajati. Ne moram vztrajati. Treba je reči, vztrajal bom, s klicajem vztrajal bom. Zdaj, te take pozitivne trditve so odlične pri naslavljanju našega sistema prepričanj v smeri, ki jo potrebujemo za to, da ostanemo motivirani in verjamemo vase. Mogoče je fajn, da kot inspiracijo uporabite primere uspehov na področju, na katerem imate cilje. Zdaj, mogoče je kdo, tisti, ki ste pri meni na Facebooku v zadnjih tednih opazil moj story. K meni je hodila ena bejba, ki je sicer nastopala menda v šovu Masterchef, jaz tega nisem vedel. To so meni otroci povedali, Natalija neka, tudi jutri pride, by the way. Ona je menda kot otrok bila blazno debela. Zdajle je bejba kot se šika. Tako da kot inspiracijo si je fajn postaviti primere nekih ljudi, ki imajo uspehe na področju, na katerem imate vi cilje. Če imate cilj shujšati, taka Natalija, kar dober zgled. In če imate mogoče cilj biti uspešen trader, ki obvlada te stvari, ki obvlada te veščine, si ga vzemite kot vzornika, preučite, kaj je on naredil ali pa kaj so oni naredili. In verjemite, ena od glavnih veščin, ki jo ti uspešni ljudje imajo, je tista, za katero je potrebno veliko truda, vztrajnost. Meni tukajle na pamet pridejo Rajko, Marjan, Primož tudi, Tajron in tako naprej. Torej ljudje, ki vedo veliko o tradenju, ki so uspešni traderji, ki nam lahko posredujejo marsikatero pametno, koristno informacijo, če jih le hočemo poslušati in sprocesirati. Pridejo pa tudi situacije, ko se vztrajnost ne izplača in kaj narediti takrat. Včasih sama vztrajnost ni dovolj. V mojem primeru tukaj pogosto nastopi trma. Trma in vztrajnost nista čist v nulo isti lastnosti.
Trma pa vedno ni pozitivna. Ne? Trma in vztrajnost sta pač, tako kot sem rekel, različne zadeve. Preprosto je včasih potrebno zaznati, da tisto, kar počnemo trenutno in to na način, na katerega počnemo, ni obsojeno na uspeh. Treba je vedeti, kdaj odnehati. In moja trma je v minulem tednu, v prvih dneh tega tedna kar dobro furala sceno. Toliko delač, da sem ga začel srati, tudi v trgovalnem smislu. Zato recimo je zelo fajn imeti vztrajnost tudi dosledno takrat, ko želimo nehati, moramo vedeti, kdaj nehati. Ne? Pri trgovanju imamo opcijo odnehanja, torej na voljo takrat, ko nam ne gre in smo dosegli svojo dovoljeno mejo izgube. Jaz jo imam postavljeno dnevno na 5%, torej več kot 5% računa ne smem skuriti ali pa takoj neham in tega se držim. Lahko pa odnehamo tudi takrat, ko nam gre fantastično. Tudi to sem probal. Ne? Jaz imam dnevno zgornjo mejo zaslužka postavljeno na 10%. Ampak moja trma je bila v nekaterih primerih močnejša. Tudi, ko sem šel že čez 10%, nisem hotel odnehati. Nisem se držal lastnega pravila. Trma mi je dala tinte pit. Ne? Na koncu sem prišel v minus, čeprav sem imel že za 10% višji račun. Ne? In trma ni vedno dobra. Treba je biti vztrajen v sledenju svojim ciljem. Zdaj, mogoče ni realno reči, da je vaša želja biti najbogatejša oseba na svetu, čeprav nekdo seveda je najbogatejša oseba na svetu in po vsej verjetnosti tista oseba želela biti točno to, torej najbogatejša oseba na svetu. Ne vem, kdo je trenutno to, ampak on je zagotovo imel to željo. Ne? V teh ljudeh, ki so tako blazno, bajno, nepojmljivo bogati, imam sicer eno svoje mnenje, ki ga tukaj ne bi širil. Ampak če se vrnemo k vztrajnosti, včasih se izkaže, da strategija, ki jo uporabljate za izvedbo nekega projekta, preprosto ni najboljša. Ne? Takrat pač poiščete nov način in ohranite prvotni cilj. Pomembno se je zavedati, ali vaše metode vodijo proti želenemu cilju, ali pa ustvarjate nasprotni učinek, tudi to se zna zgoditi. Ne? Takrat je morda potrebno ugotoviti, kaj počnete narobe, in pri tem vam bo gotovo veliko pomoč podporna skupina ljudi, ki sem jo omenil majhen prejle. Morajo pa seveda to biti ljudje, ki imajo dovolj znanja in pripravljenosti na pomoč. In še enkrat ponavljam, v IM Akademiji, v kateri smo mi, je tukaj le dovolj ljudi, ki so v vsakem trenutku pripravljeni podajati svoje znanje in pripravljeni pomagati. Zdaj, tik pred tistim velikim obljubljenim finalom, ura je že 2 minutki čez 9, imam še nekaj citatov o pomembnosti vztrajanja. In sicer nekdo, ki se imenuje Jack Canfield, jaz pojma nimam, kdo je to, je rekel, vztrajnost je najpogostejša lastnost ljudi, ki dosežejo osupljive stvari. Preprosto nočejo odnehati. Še ena modelka, Aisha Tyler, tudi za njo pojma nimam, kdo je, ona je rekla, uspeh ni odsotnost neuspeha, uspeh pride z vztrajanjem v trenutkih neuspeha. Sledi model, za katerega bi danes rekel, da je entrepreneur. Ne? Gre za enega Američana, kaj dosti sicer tudi o njem ne vem, slišal sem pa že zanj, po imenu Dale Carnegie. On je rekel, žareče navdušenje, podprto s konjsko voljo in vztrajnostjo, je lastnost, ki najpogosteje primore k uspehu. Torej, konjska volja, žareče navdušenje in vztrajnost, vse, kar sem vam prej govoril. Zdaj pa prihajamo do Napoleona Hilla. Tudi Napoleona Hilla je danes zjutraj na jutranjem prebujanju, če se ne motim, omenjala Loreta. In sicer Napoleon Hill, znani motivator, je rekel takole. Ena stvar je gotova, če si nekdo ne privzgoji vztrajnosti, ne bo dosegel nobenega omembe vrednega uspeha v nobenem poklicu. Tako torej Napoleon Hill, vztrajnost in modelke seveda. Še enega motivatorja imam na zalogi, Tony Robbins. Valjda ste vsi slišali za Tony Robbinsa. Tony Robbins je rekel, talent je sicer najdragocenejši primarni vir, ki oblikuje kakovost življenja, ampak vztrajnost ga zasenči. Torej, vztrajnost zasenči talent. To pravi Tony Robbins. To mi je povedal prejšnji teden, ko smo šla na pir. Ne govorite tega okrog. Ne. Imamo Thomasa
Alvo Edisona, še enega modela, ki ga je, mislim, danes omenjala Loreta, slučajno sva 3 iste ljudi si izbrala za citirati, za omenjati. Thomasu Edisonu sicer krožijo neke zgodbice, da je precej tega, za kar je danes uradno zaslužen, ukradel. Nikoli Tesli, jaz o tem ne morem soditi, bom pa povedal citat v zvezi z vztrajnostjo, ki ga je rekel Thomas Edison. On je rekel takole: veliko življenjskih neuspehov se zgodi ljudem, ki se niso zavedali, kako blizu uspehu so bili v trenutku, ko so obupali. Po domač povedan, za enega mišiga vam mogoče fali takrat, ko poskušate obupati, ne obupati, dajte vztrajati. Zdajle imam še eno kontroverzno osebo za mene, ni pa dvoma, da je to en zelo bogat in sposoben človek in njemu se reče John D. Rockefeller. On je rekel: mislim, da ni nobene druge lastnosti, ki bi bila tako pomembna za dosego kakršnega koli cilja, kot je to količina vztrajnosti, ki jo premoremo. Vztrajnost premaga skoraj vse, tudi naravo, če je treba. John D. Rockefeller. Zdajle pridem do enega malo manj kontroverznega. Gre za znamenitega kitajskega misleca in filozofa Konfucija. On je rekel, da naš največji uspeh ni v tem, da nikoli ne pademo, ampak v tem, da ostanemo vsakič, ko pademo. Torej, moramo biti vztrajni in ostajati, poganjati in iti naprej. Te citate pa zaključim še z Winstonom Churchillom, ki je rekel: uspeh dosežemo tako, da se spotikamo od neuspeha do neuspeha, brez da bi ob tem izgubili navdušenje in vztrajnost. Skratka, zdajle pridem pa do tistega obljubljenega velikega finala. Je že kdo zaspal? A me še kdo posluša? Dajte mi malo povedati, koliko od vas sledi izbrano. Že celo uro, rad bi videl 31 imen tukaj v chatu. Ajde, javite se. Tukaj smo prav, Andreja. Žan posluša 2 od 31. Ana, 3, Mitja, Natalija, Andrej. Ok, Alenka, nekaj vas je. Moram reči, da sem že kar za Švico in če se gledam v kamero, mater bradavica mi je stopila. Toliko sem vnet, da sem erekcijo dobil klele na Joški, ne. Ali pa me zebe, čeprav jaz kakor čutim v svojo plešo, mi je pošteno vroč, tako hitim govoriti, da mi je vroče. Ko ravno menjam plešo, 1 uro pred tole sejo sem si obril glavo in upam, v upanju, da bo moja beseda tekla gladko in upam, da mi teče gladko. Današnji Kozorogovi dosjeji so snemani in bodo objavljeni. Če bi komu odgovarjal, naj se naroči na moj YouTube kanal, tudi moja nekatera jutranja prebujanja, kadar se spomnim, so posneta in objavljena v naših Telegram skupinah, tako da našli boste seveda moj YouTube kanal, tam je sicer še marsikaj drugega, ne samo to, kar počnem v IM Akademiji. Če bo kdo hotel, si bo pa pogledal to tudi kdaj kasneje. Evo, Žan prav, da sem se lepo spoliral, nisem se spoliral, zdajle švicam in verjetno to zato. Torej, če si boste hoteli še enkrat ogledati tole sejo, vam bo prišla prav v trenutkih, ko se boste počutili malodušno ali pa boste želeli odnehati, ne odnehajte, takrat gledajte tole mojo sejo, vrnite se po navdih, potem pa pač svoje cilje, če je to potrebno, prilagodite, ponovno ovrednotite, ponovno ocenite, določite smer in nadaljujte svojim sanjam naproti. Slediti svojim sanjam je pa itak nekaj, kar vas vseh 31 tukajle loči od drugih udancev v usodo, in če ne drug, bom jaz držal pesti za vas. Verjamem, da bo tudi celotna IM skupnost držala pesti za vas v trenutkih, ko se vam bo zazdelo, da bi radi popustili. Vztrajajte, no. Zdajle pa prihaja tisto, kar sem obljubil kot veliko finale. To je nekaj, kar sem si dolgo želel storiti. Vem, da bom pri svojem početju še malce amaterski, ampak dajte mi prosim malo kredita. Sam trenutek, da se pripravim, tole bo veliko finale.
Ok, jaz upam, da mi bo uspelo. Gre pa takole. Prevzemite odgovornost za svoje življenje in ne iščite izgovorov. Ne krivite nobene druge osebe ali česarkoli drugega. Prevzemite nadzor nad svojim egom. Ne skrivajte se pred resnico zaradi svojega občutljivega ponosa. Prevzemite odgovornost nad vsem v svojem svetu, nad dobrim in nad slabim. Prevzemite odgovornost za svoje napake, prevzemite odgovornost za svoje pomanjkljivosti, prevzemite odgovornost za svoje težave in na to prevzemite odgovornost tudi za rešitve, s katerimi te težave razrešili. Prevzemite odgovornost nad svojim poslanstvom, nad svojim delom, nad svojo ekipo, nad svojo prihodnostjo in končno prevzemite odgovornost za celotno svoje življenje. Nikoli instinktivno boste počeli stvari, ki morate narediti, si želite. Vedno se boste morali za to potruditi. Vedno boste morali stvari narediti sami. Nihče ne bo naredil stvari namesto vas. Nihče. Nihče vas ne bo nič prisilil, nihče vam ne bo rekel, da ugasnete TV, nihče vam ne bo rekel, da se odpravite skozi vrata in naredite kaj za svoje telo. Nihče se namesto vas ne bo prijavil za službo, o kateri ste vedno sanjali, in nihče ne bo napisal poslovnega načrta namesto vas. Nihče se namesto vas ne bo izobraževal. In če boste vedno počeli samo stvari, ki jih čutite trenutno, brez da razumete, kako pomembno je prevzeti odgovornost svojih sanj, ne boste uresničili nikoli. Enostavno jih ne boste. Če se niste rodili z zlato žlico v ustih, potem je verjetno niste imeli niti, ko ste odraščali, in zagotovo je po vsem tem nimate niti zdaj, ko ste odrasli. A veste, človek ogromno olajšanje začuti takrat, ko enkrat spozna, da je prav za vse v življenju odgovoren sam. Eno od pomembnih spoznanj je, da če hočeš nekaj od življenja, če želiš spremeniti sebe, če želiš nekaj pridobiti, če obstaja nek cilj, ki ga želiš doseči, to zares ni lahko, ker te nekateri ljudje želijo prepričati, da je živeti svoje sanje, spremeniti svoje vedenje, svoje vedenje, premagati negativne navade, da je to nemogoče. In morda ti živeti z mislijo, da si za vse odgovoren sam, v začetku zares težko, da ko se enkrat začnemo spoprijemati z dejstvom, da življenje pred nas postavi mnogo izzivov, se moramo vprašati, kako da fuck bomo torej opravili s to zadevo. Ena od lastnosti ljudi, ki so lačni uspeha, je, da vedno storijo, kar je potrebno, da bi dobili stvari, ki si jih želijo, potem pa se premaknejo k novim ciljem in iščejo za nove izzive, nove rešitve. Delati morate na sebi in pomembno je, da ste aktivni v procesu razvoja. Zase boste morali nameniti več časa, kot ste ga namenjali doslej. Zelo pomembno je in to dolgujete sami sebi. Mnogi med nami se nikoli ne zavemo svoje veličine, ker se ujamemo v vsakdanja početja. Svojo pozornost razpršimo na preveč področji, ne znamo reči ne in počnemo najrazličnejše stvari, nikoli pa nimamo časa narediti tistih stvari, ki bi jih morali narediti, da bi sami zase dosegli najboljše. Potem pa mine sekunda, mine minuta, minejo ura, dan, mesec in minejo jebena leta in nenadoma mine ogromno časa, ki se ga ne da zavrteti nazaj. Še preden si človek zave, se nekega dne zbudi in ugotovi, da ima kup neplačanih računov, stanje pa se mu šle nekam v tri krasne. Zato se končno odločite, da boste začeli delati na sebi, zaslužite si preostanek svojega življenja, preživeti v skladu z vašimi sanjami, pri tem pa vedite, da sami ustvarjate lastno produkcijo, zvezda svoje oddaje, ste režiser, pišete scenarij in sami se boste odločili, ali je vaše življenje vredno živeti na polno, ali pa ga samo ohranjati na minimalnih obratih. Odločili se boste, ali bo vaše življenje postalo življenje vaših sanj, ali pa boste še naprej samo sanjali. Odvisno je od vas.
No, toliko sem imel jaz pripravljenega za danes. Hvala, ker ste zdržali z mano. Tole je bilo kar naporno, moram reči, da sem se kar dobro znojil. Zdaj bom drugič v 2 urah mogel iti še enkrat pod tuš. Ne bi še čist zaključil, prosil bi vas še za feedbacke v Telegram chatu, torej tam v Telegram skupinah, veste, kje. Če bodo feedbacki pozitivni, mi bodo dali zagon za naprej. Tudi če bodo negativni, se bom skušal iz tega nekaj naučiti. Če bodo pa pač taki, da bodo neutralni, jih bom pa tudi skušal preživeti. Zdaj, čist za sam konec imam za vas še eno pozitivno pesem. Verjamem, da takole zvečer tik pred spanjem neke silne afirmacije ne potrebujete, ampak če boste poslušali, in pesem je v slovenskem jeziku, če boste poslušali besedilo, bo to nekaj tacga, kar je vredno si zapomniti. Torej, zaključujem prvo epizodo prve sezone Kozorogovih dosjejev z naslednjo pesmijo. Upam, da jo boste slišali. Hvala, ker ste bili z mano. Če ne prej, se slišimo v torek zjutraj na jutranjem prebujanju. Mimogrede, nekateri ne uspete priti, nekateri sploh ne veste za to, da obstajajo jutranja prebujanja. Za nekaj od tega sem tudi jaz kriv. Torej, vabim vas seveda vsak dan na jutranja prebujanja, od ponedeljka do petka ob 6. zjutraj, v soboto in nedeljo ob 8. zjutraj. Zdaj gremo pa s tole krasno pesmijo. Jaz vas lepo pozdravljam in želim in upam, da se spet kmalu vidimo. Ajde, čao, Marko, ima vas rad. Keep on pushing, ustrajati, ratalo bo. Kaj jaz govorim te stvari, ker sem idealen primer tega, da mogoče ne bi rata, ustrajam in že ratuje. Če bom komu inspiracija, nič narobe, če grem komu na jetra, vedno je se da. Je pa tudi Odu. Glavo skozi zid. Če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo.
Ajde, čau!